Začetek kitajskega novega leta varira vsako leto, saj je odvisno od lunarnega koledarja. Dogodek je običajno med 21. januarjem in 20. februarjem. Letos pa je prehod iz ognjenega petelina v leto zemeljskega psa padlo na 16. februar. Najbolj tradicionalnemu kitajskemu festivalu so se poklonili številni svetovni voditelji, seveda tudi kitajski predsednik. 向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞拜年，祝大家新春吉祥。 Festival pomladi, kot tudi rečejo kitajskemu novemu letu, je eksplozija svetlobe in zvoka, vključuje zvonjenje zvonov, prižiganje petard in gledanje tradicionalnih plesov levov. Zvečer se zberejo vsi člani družine in očistijo svoje hiše, da bi lahko novoletni dan pričakale očiščene negativne energije. Začenja se leto rjavega psa, leto akcije in povezovanja. 反正我从小记得每年都会比较期盼这个时刻。 然后今年反正也不想错过嘛，然后从网上知道咱们这边可以卖，然后从城里过来的啊。也希望这是狗年吧，孩子们健康成长，完了老人们呢身体健康，也给大家拜个年啊，祝咱们狗年快乐啊，狗年吉祥啊。 Otroci tradicionalno dobijo rdeče ovojnice napolnjene srečnim denarjem. Rdeče ovojnice so v današnjem času že dobile tudi aplikacijo. Vsem, ki jih za praznike ne bo doma, lahko najbližje nakažejo denar kar digitalno. Mnogim namreč ni uspelo priti za festival pomladi na Kitajsko. Letalski promet se je v sredo sicer zmanjšal, kar pa ne pomeni, da v prejšnjih dneh ali tednih ni kar pokal po šivih. Tako je bil obremenjen. Za tiste, ki se le ne morejo vrniti v domovino, pa je povsod poskrbljeno. V Mehiki so tako na ulice krenili s tradicionalnim zmajevim plesom, vse v znamenju zemeljskega psa. V operni hiši v Sidneju pa denimo priredili opero prav v čast festivala pomladi. Está muy padre la onda de que a pesar de estar ellos en otro país, como que traten de seguir manteniendo sus tradiciones y está muy padre que hagan la representación de cómo se vería allá en China. And over the last few years, we've really put a lot of emphasis and focus on our Chinese visitors. We have over 150,000 Chinese visitors a year taking part in one of our Opera House tours. We have tour guides that speak Mandarin. We have ushers and ticketing staff that all have Mandarin language skills. And we're also focusing a lot on food and beverage and opera for our Chinese visitors. Zaradi močnega elementa zemlje je zemeljski pes najstabilnejši izmed vseh znakov v kitajskem horoskopu. Je zelo delaven in usmerjen v praktične cilje. Rojeni v letu 2018 naj bi bili komunikativni, resni in odgovorni na delovnem mestu. Sicer pa gre za karakteristike, ki se lahko v letu zemeljskega psa dotaknejo ali prebudijo prav pri vseh. Ob tem pa krepijo našo povezanost s tem velikim narodom na vseh področjih.